Ko pride zadnji petek v mesecu, se zelo veselim spletkarjenja in Metke. Metka, živijo! Klara, živijo infodromovci. Infodromovi TikToki zadnjega meseca so na profilu Čisto hudo zbrali kar 340 tisoč ogledov. Radi ste pogledali prispevek o energijski pijači in alkoholu, no daleč največ ogledov pa ima video otroškega poročevalca Lenarta z glavnim igralcem filma Šepet Metulja. Metka, mislim, da je prav, da omeniva tudi sovražni govor v komentarjih, za katerega na naših kanalih preprosto ni prostora. Res je. Rada pa bi opozorila še na bolj ali manj prikrito oglaševanje na družbenih omrežjih. Tega je namreč res veliko. Danes, na črni petek, bodite še posebej pozorni. Če se slabo počutiš v svoji koži, je večja verjetnost, da boš izdelek, ki ga hvalijo na spletu, tudi kupil. O tem, kako na našo samopodobo vplivajo družbena omrežja, sem tokrat govorila z doktorico Lucijo Čevnik in učenci z osnovne šole Koseze. Premalokrat pomislimo, da so vsebine na družbenih omrežjih pogosto neresnične. Fake. Kot naprimer pri teh make-up videih, večina sploh nikoli nima tazga make-upa, ampak je samo za video vse. Ne vem, če je kakšnega mod, kakšen mozol, da dajo filter čez, da popravijo svoje napake, kaj vidijo na sebi. In to je čisto razumljivo, saj preko družbenih omrežij ustvarimo nek svoj ideal, se predstaviti tako, kot si želimo, da nas drugi vidijo. Pogosto si želimo, da bi ustrezali merilom lepega na spletu. Standardi za fante so v bistvu, ne vem, da imajo kaj mišic, da so, ne vem, vitki pa to. Kakšne lase imaš, koliko si velik. Za punce na spletu je ponavadi isto kot pri fantih, da nima preveč kil. Ja, to včasih vpliva name, da želim biti taka, kot so standardni na družbenih omrežjih. Vpliv družbenih omrežij na samo podobo je večinoma negativen, predvsem zaradi tega, ker se mi tam primerjamo z nekimi idealiziranimi podobami. Začne se dogajati, da če teh standardov nimaš, da dobiš veliko komentarjev, da nisi tak, kot bi mogel biti, kakšna so pričakovanja. Ja, jaz se kdaj primerjam, ampak meni se zdi, da me to pač bolj tako motivira. Bi tudi jaz me tako postavil, da bi tudi jaz skozi gledal. Lahko seveda nas tudi na nek način motivira. Prav je, da skrbimo za svoje telo, prav je, da svoje telo negujemo. Kar govorim je, da se moramo zavedati, koliko časa, energije in denarja namenimo temu. Lahko pač rateš čisto preveč obsedan, vem, da hočeš biti kot ena oseba. Eni tudi lahko začnejo vzemati kakšne substance, pač take steroide. Pretirana telovadba, nezdravo hujšanje in huda duševna stiska. Zato je pomembno, da te občutke, če se pojavijo, čim prej prepoznamo in poiščemo pomoč. V zadnji čas na TikToku vidim ljudi, ki imajo malo več kil, pa niso perfektne postave. Se mi zdi dobro, da se to pojavlja na spletu, ker to tudi pri najstnikih pokaže, da ne rabiš biti perfekten.